Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden sva v Braslovčah. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 40 minut. In še trenutna lestvica top 10. Stojiva pred prvo lokacijo in to je Hauptova grobnica. Meni je zelo zanimiva, ker je v obliki piramide. Grobnica pripada majoru in vitezu Karlu Haupt Hohentrink, ki je leta 1869 kupil dvorec Strosenek, imel ključno vlogo za začetki hmeljarstva v Savinjski dolini in pri uvedbi savinjskega goldinga leta 1886. In sva že pri dvorcu Strosenek. Prvotno je bila v 15. stoletju lovski dvor celjskih grofov, v 16. stoletju pa jo je prenovil štajerski deželni zdravnik Jakob Strausen in po njem je dobila ime. V poznem 19. stoletju je Karl Haupt, ki je pokopan v znameniti piramidi, razširil v rezidenco v angleškem grajskem slogu z arkadnim dvoriščem, obdanim s parkom. Graščina je kasneje začela propadati, vendar si občina Braslovče prizadeva za obnovo v turistične in protokolne namene. Avto parkiran, zdaj naj čaka pa približno 10 minut hoje do gradu Žovnek. Moja kraljica je v gradu. Grajska terasa, koliko dobro je. Glej, kaj se jezero že tudi vidi. Grad Žovnek, eden najstarejših v Sloveniji, je bil dom žovneških gospodov, kasnejših celjskih grofov, ene najpomembnejših in najbogatejših plemiških rodbin v Srednji Evropi. Njihov simbol treh zvezd je danes del slovenskega grba. Čeprav so se leta 1333 preselili v Celje, je Žovnek ostal pomemben. Zadnji lastnik Jožef Čohol von Rutel je leta 1816 zgradil novo graščino in grad prepustil propadanju. Razgled na Žovneško jezero naj jo res navdušil. Jezero je umetno, zgrajeno leta 1978 in se uporablja za namakanje, ribogojstvo, športne aktivnosti, opazovanje ptic ter je priljubljeno za kajak, jadranje in piknik. Ob nedeljah med 8 in 12 uro poteka obnova gradu. Med raziskovanjem pa so naletela še na tale zanimiv znak, kjer kaže, da je treba na ta kamen udariti 7-krat za zdravje, ljubezen in pa srečo. Nadaljujejo pri cerkvi Marijinega Vnebovzetja, ki je bila nekoč ena največjih prafar na Štajerskem in je danes najstarejša ter najpomembnejša stavba v Braslovčah. Prvič omenjena leta 1255, ohranjeni deli pa segajo vsaj v 10. stoletje. V času turških vpadov v poznem 15. stoletju je bila utrjena z močnim obzidjem, 4 obrambnimi stolpmi in dvižnim mostom. Danes sta ohranjena en stolp in del obzidja. Leta 1428 je bila tukaj za kratek čas pokopana Veronika Desetniška, druga žena grofa Frederika II. Celjskega. Nekaj zanimivega o zgradbi za nama. Legenda pravi, da je bil dvorec Legant vojaška postojanka žovneških gospodov, njen lastnik pa je moral v času vojne varovati Žovnek.
Naslednja postaja je Braslovško jezero, popolna destinacija za vse, ki imate radi naravo. Okrog jezera vodi približno 1,5 km dolga sprehajalna pot z več kotički za sedenje. Ob vhodni tabli pa si lahko naložite aplikacijo in spoznate zgodovino ter živalski svet jezera. Ampak če imate iPhona, vam žal ne bo delal. Preden nadaljujeva pa seveda še ena obvezna kavica. Obiskala sva tudi zasebno zbirko prve in druge svetovne vojne, ki je za javnost odprta od 2018. Lastnik Gregor je ljubiteljski zgodovinar in je zbral več kot 1000 predmetov. Meni je najbolj zanimiva nemška mitraljeza. Razstava je razdeljena na del o prvi in del o drugi svetovni vojni, ter prikazuje življenje vojakov na fronti in njihovo vsakdanje življenje. Med eksponanti so predmeti za osebno higieno, medicinski pripomočki, umetnine, dokumenti, pisma, razglednice, orožje, uniforme in celotna bojna oprema. Če želiš obiskati muzej, prej pokliči Gregorja. Za malico burek in mislim, da si ga tudi te dve raci želita. O ne, čez cesto gresta! Tata lokacija so ribniki Preserje. Tale je večji, poleg njega pa so še dva manjša. Okrog vodi pot za sprehode, možno pa je tudi posedeti in uživati v naravi. S tem so zaključila 14. občino od 212. Na najini lestvici jo uvrstiva na trenutno 6. mesto. Če vam je najina serija všeč, všečkajte ta video, naročite se na najin kanal, je popolnoma brezplačno in se vidimo v naslednji epizodi. Čau!